Lepo pozdravljeni na ta vroč majski dan. Vesela sem, da se spet vidimo, vesela sem, da vas je toliko danes z nami. Za tiste, ki me še ne poznate, sem Hema Vasle, urednica gradiv za matematiko v učnem kompletu Mojnande. Zdaj bi pa rada delila z vami. Takole. Tisti, ki ste se udeležili seminarja v Laškem, ste že spoznali našega novega sodelavca Nandeta. Vsi drugi, ki ga pa še niste spoznali, boste pa še imeli priložnost, da ga spoznate. Kako, kdaj, več o tem boste izvedeli z novim šolskim letom. Nandetova druščina se vztrajno povečuje, vedno več učiteljev izbira naša gradiva, vedno več učencev pozna Nandeta, vedno več izdelkov različnih imamo z Nandetom, knjigic, šolskih gradiv, pripomočkov in tako. In prav zato si je Nande ustvaril tudi svojo prvo Facebook stran. Na njej učitelji lahko najdete predloge, kako delati z Nandetom, lahko delite svoje predloge, ideje dobre prakse, želje in tako. In vsekakor namen te skupine je, da bi čim več učiteljev spoznali, kako Nandeta čim bolj približati učencem, kako z Nandetom znanje učencem čim bolj približati in poskrbeti, da bodo otroci znanje in učenje sprejemali kot izziv in ne kot eno osovraženo stvar. Na tej strani boste najdeli razne koristne informacije in nasvete in upamo, da se vas čim več pridružite tej skupini in da boste delili z nami svoje izkušnje, da bomo postali vedno bolj povezana Nandetova druščina. Seveda pa podpora interaktivna digitalna ni nič brez tiskanih gradiv. Za prihodnje šolske leto imamo za vas pripravljena gradiva za 3. razred, podobno kot za 1. in 2. razred imamo tudi za 3. razred en delovni zvezek za spoznavanje okolja, 2 delovna zvezka za slovenščino in 3 delovne zvezke za matematiko. Poleg tega pa vi in vaši učenci, če se odločite učiti po učnih kompletih Mojnande, dobite različne didaktične pripomočke, s katerimi je poučevanje potem še lažje, učencem pa za učenje še bolj zabavno. Ker so pred nami tako lepi sončni dnevi, verjamem, da vašim učencem in tudi vam misli in pogledi vedno bolj uhajajo ven iz učilnice, vedno bolj si želite biti zunaj, vedno bolj težko sedite pri miru. In zato je soavtorica gradiv za 3. razred, magister Petra Erjavec, pripravila današnje e-minutke. V njih vam bo predstavila, kako pomembna je igra na prostem tudi pri poučevanju matematike. Kako lahko poleg svežega zraka takšno znanje in usvajanje matematičnih ciljev zunaj prinese veliko dobrega. Medtem ko bo Petra govorila, ste lepo povabljeni, da z nami delite vaša vprašanja, predloge, primere dobre prakse, na koncu pa se o vsem tem lahko tudi pogovorimo. Zdaj pa kar vabim Petro, da predstavi svoje učenje na prostem. Petra, izvoli. Tako, lep pozdrav z moje strani. Jaz prihajam z osnovne šole Lojzija Šuštarja, kjer sem začela učiti v 4. razredu, zdaj pa počasi nazadujem, tako da sem iz 3. pristala zdaj v 2. razredu, tako da tudi Nandeta jaz skupaj z učenci letos prvo leto odkrivam. Sem pa res letos tudi spopadla s tem orehom, da delam orehe za 3. razred oziroma tudi ostalo gradivo, kar mi je kar v izziv, tako kot mi je vedno znova tudi v izziv učenje v naravi. Jaz bi vam zelo težko iz prakse o čem drugem govorila, no tukaj se pa še kar čutim tako, da sem srcem zraven in da v bistvu tekom let, ker učitelj se mi zdi, da kar rab določene izzive, da ne zakrni, sem se kar našla v tem. Tudi preko izobraževanj, zdaj nazadnje sem bila na Finskem med počitnicami poletnimi, tako da mi se po naši šoli smo se kar dosti zgledovali po modelu tem skandinavskem, pripravljamo pa tudi seminarje za učitelje, tako da če bo koga kaj zanimalo, lahko se z veseljem, tudi sem tudi del te ekipe, z veseljem udeleži tudi tega seminarja. Pouk na prostem je blizu pri vseh predmetih, mi pa tudi blizu to, da se da zunaj precej kombinirati, no, tako da v bistvu tudi ne sama matematika, tudi spoznavanje okolja, likovna umetnost, tudi slovenščina in kombinacija vseh teh predmetov. Kdaj dobimo, mogoče, ko pride kakšen gost k nam in vidi našo učilnico v naravi, pa hitro dobimo kakšen pomislek, saj vam je lahko, ker imate tako fajn prostor. Pa sem pol kar malo analizirala, ne vem, na primer svoje letošnje leto, kako poučujem zunaj.
sem ugotovila, da v več kot 90% učilnice v naravi ne uporabljam za takrat, ko pouk prenašam ven, ampak predvsem to uporabljamo v podaljšanem bivanju pri kakšnih veščinah, jaz pa takrat, ko jih želim otroke peljati na prosto igro. Tako da mislim, da pouk zunaj, samo sama, ne vem, če danes govorimo o matematiki na prostem, ne potrebuje kakšnih zelo posebnih oblik zunanjega prostora, ampak je že čisto en travnik primeren, jaz na šolsko dvorišče največkrat izkoristim, tako da se bom danes tudi vsebine, ki se jih bom lotila, bom v bistvu predstavila z tega vidika, da kakšnega hudega zunanjega prostora v smislu učilnice v naravi ne potrebuješ, čeprav vem, da je na velikih šolah, ene šole pa vem, da so precej, da imajo skromen nabor zunanjega prostora. Pouk na prostem, tako kot je že prej Hema omenila, je lahko res zgolj tisto, kar prenesemo pouk ven, klasične oblike in ga vzamemo kot sveži zrak, kar tudi ni nič narobe, ampak jaz pa pouk na prostem pa dojemam prav kot tista prav pouk na prostem to, da narava, da gradivo iz narave postane pripomoček za učenje. Zdaj, če dovolite, bi kar mogoče še podelila zraven še takole, da se bo mogoče tudi lažje. Takole, mogoče, če pogledamo najprej preko razvoja človeka, razvoj človeka je že tekom evolucije potekal največ v naravi in temu so znanstveniki ugotovili, da so temu prilagojeni tudi človekovi možgani. Prav tako se je večinoma stvari razvijalo preko izkustvenega načina učenja, pri otrocih pa to največ preko igre. In tako tudi ugotavljajo raziskave, da spontan razvoj otroka največ poteka lahko v naravi preko proste igre, preko izkustvenega učenja in tudi preko gibanja. Temu v zadnjih 10 letih je veliko raziskav tudi na področju nevroznanosti in tudi daje velik pomen učenja v naravi, predvsem povezanosti narave in spodbujanja razvoja možganov, kar je pri otrocih še posebej pomembno. Različni avtorji, sem kar precej teh raziskav našla, različne prednosti učenja v naravi izpostavljajo. Meni se zdela tale, da omogoča narava realno izkušnjo za matematiko, kar zelo pomembna. Predvsem, če danes govorimo v 2. razredu, kjer je, dobro vemo, kakšen problem je, če otroci še nimajo izoblikovanih številskih predstav. Meni se je izkazalo to, da s pomočjo narave, s pomočjo konkretnega materiala, se ni vedno nujno to, ampak če že ravno govorimo o pouku zunaj, je lahko tudi ta zunanji konkretni material tisti, ki jim pri tem pomaga. Pri tem se tudi izboljša fizično, mentalno zdravje otrok, poveča njihova motivacija, samozavest, manj motenj pozornosti. Tukaj se mi zdi, da če iskreno pogledam na to, da bi najprej jaz rekla, da je tole negativni vpliv, da so motnje pozornosti tiste, ki nas hitro najbolj zmotijo. Sama sem ugotavljala oziroma ugotavljam, da tako kot so različne oblike pouka in nobena ni za vse učence. Tako vidim, da tiste, ki imajo težave s pozornostjo, pouk v naravi za take najprej v bistvu kar ena past, oziroma je treba res gledati na tole dolgoročno, ker to, da se otroci navadijo, rabijo nekaj časa. Potem pa, ko se enkrat navadijo, pa dejansko jaz vidim, ko nas pridejo kakšni drugi učitelji gledati, rečejo in se pa vidi, da to že velikokrat delajo, ker se navadijo na način dela, na to, da jih ne zmoti vsaka žuželka, ki mimo preteče, tako da je potem dolgoročno lahko rečemo, da se ta stvar pozna. Izboljša se tudi vedenje učencev, seveda takrat, kadar izkoristimo to, da lahko delajo tudi kot skupina, in hkrati tudi omogoča to socialni razvoj. Spodbuja individualne učne metode, sploh če jim pustimo in da jim ne vodimo poteka dela. Poveča se pa tudi skrb in odgovornost za okolje. Raziskave kažejo še mnogo pozitivnih učinkov tovrstnega izobraževanja. Ti se kažejo v boljšem telesnem razvoju otrok, dobrem čustvenem telesnem zdravju, počutju. Če je terensko delo ustrezno in pravilno zastavljeno, načrtovano, tudi vpliv na dolgoročni spomin posameznika. Na ostale tele stvari smo pa več ali manj že omenili.
Zakaj pa ravno pri matematiki? Sem že prej rekla, meni se zdi tale 4. točka pri matematiki še skoraj najbolj pomembna, omogočanje dela s konkretnim materialom, ki ga lahko v naravi dobimo veliko, in pa tole pridobivanje znanja skozi izkušnjo. Se pravi, da tisto, kar pri matematiki dosti precej abstraktnih snovi, da jih čim več abstraktnih stvari, da jih poskusimo čim več prenesti, da bojo otrokom blizu. S tem, da tudi lahko osmišljajo te vsebine, ki jih obravnavamo. Kot sem prej omenila še pod pozitivne vplive, da se da iskreno lahko povem iz mojih izkušenj tudi kakšno negativen, no, tega sem povedala, da je mogoče treba opaziti tudi tiste učence, ki eni nam uidejo pri tem, ko jih delamo v skupinah, eni nam uidejo pri tem, ko gremo se dramatizacijo, enim nam pa uidejo takrat, ko smo zunaj. Da je tudi treba biti pozoren na te učence. Druga stvar, ki pa je viden, da je največkrat izgovor, oziroma največkrat povod za to, da se učitelji ne odločajo za pouk na prostem, je pa to, da tovrstno delo, vsaj v začetku, zahteva svoj čas. Mogoče smo učitelji razrednega pouka tle v prednosti, ker smo lahko bolj fleksibilni, ker si lahko vzamemo več časa, kolege s predmetne stopnje pa po eni strani, kar razumem, da v 45 minut je težko stlačiti vse skupaj s preobuvanjem. Ampak tudi tukaj moram reči, da več kot imajo otroci teh izkušenj, hitreje potem te stvari gredo. Zdaj bi se pa mogoče kar osredotočila na določene vsebine. Jaz sem šla kar skozi 2. razred, čeprav se dajo vse te stvari prenesti tudi v kakšen drug razred, ne samo 2. razred, in potem čisto na konkretne dejavnosti, ki so vezane na določeno vsebino. Najprej čisto na začetku 2. razreda je še poudarek na razvoju številskih predstav, na številih do 20. Tukaj je kot primer dejavnosti, ki jo lahko izvedemo v naravi, štetje predmetov. Otroci štejejo drevesa, grme, svetilke, karkoli pač imamo v okolici šole, in to potem prikažejo s prirejanjem, prikažejo s kamenčki, s palčki, z listi, s čim drugim. Potem si lahko pomagamo tudi s ploščicami, ki so najbrž v bližini vsake šole, s tlakovci ali pa s čim drugim podobnim. Če jih imamo dovolj pa pravilno razporejene, pri nas jih to imamo, tako da jih lahko celo spremenimo, potem ko gremo do števila do 100, jih lahko celo spremenimo v stotični kvadrat in tam s tistim lahko delamo. Sicer pa lahko tudi uporabimo jih kot takrat, ko obravnavamo število do 20 ali pa kako drugače, da skačejo po ploščah, štejejo naprej, nazaj, določajo predhodnik, naslednik, štejejo po 2 naprej, po 2 nazaj. Jim je to skoraj malo bolj zanimivo, no, kot da to delamo zgolj v razredu in govorimo zraven. Pri vseh teh dejavnostih se mi zdi pomembno, da je vsaj kakšna dejavnost ni samo, da preide z konkretnega materiala tudi na grafični prikaz in potem preko grafičnega prikaza tudi na zapis z matematičnimi simboli. In se mi zdi, da tako, vsaj jaz imam tako izkušnjo, tisti, ki jim je matematični jezik oziroma matematični simboli, ki so jim še precej tuji, da jim tako kar precej približamo. Potem druga vsebina, kje je kaj, primerjanje, urejanje, razvrščanje. Tukaj se mi velikokrat igramo skriti zaklad in potem iščejo preko skritega zaklada, imajo navodila, greš 2 koraka levo, greš 3 korake desno, se obrneš tja, v to smer in greš, in se v bistvu preko tega učijo orientirati, na koncu jih pa čaka en simbolični zaklad. Potem se lahko tudi igramo, kaj v naravi je levo, desno, spredaj, zadaj, kaj je višje, nižje, lažje, težje. Urejamo palice po velikosti. Ko smo bili na Finskem, smo dobili vsak svojo palico, pa smo jih mogli urediti po velikosti, da so nas tako razdelili v skupine, jih lahko uporabimo za več različnih stvari, ampak tukaj lahko so palice samo kot ena od stvari, ki jih urejamo. Potem lahko tudi razvrščamo predmete iz narave, rečemo otrokom, iščete vse, ne vem, rjave stvari, iščete zelene stvari, iščete te vrste rastlin ali pa iščete kamenčke okrogle, iščete kamenčke oglate in potem razvrščajo predmete v ustrezne skupine. Potem pa reševanje matematičnih problemov, no, to je taka stvar, ki se jo lahko v bistvu skozi celo leto poslužujemo.
jaz ponavadi dam otrokom, potem ko se že naučimo, kako se smiselno lotevati matematičnih problemov, jim dam po majhnih skupinicah matematični problem, tak kratek, in potem ga morajo nekako rešiti tako, da si pomagajo s konkretnim materialom, da gibalno, da narišejo, spet tako narišejo, da si pomagajo s materialom, ki ga najdejo. Tamle so si pomagali z ogljem na tej fotografiji, tukaj na prvi fotografiji pa delajo s palčke, eni so naredili strave, eni so zaigrali, so se znašli in so zaigrali. Ko sem bila na Finskem, so to nalogo tudi starejši otroci so reševali celo tako, ker so imeli tudi možnost, da se posnamejo, da so se posneli in potem pokazali. In potem gremo od skupine do skupine in pogledamo, kako so se naloge rešili. Včasih jim dam tudi tako, da to nalogo potem rešijo tudi na listu, spet zaradi tega, da lahko to prenesejo tudi na matematični simbole. Lahko pa tudi obratno naredimo, da na osnovi situacije v naravi oblikujejo matematična vprašanja. Naprimer, na eni strani imamo posajenih 5 grmov, na drugi strani imamo pa 6, koliko jih imamo skupaj. In da poiščejo v naravi stvari, na podlagi katerih bi lahko oni sestavili svojim sošolcem matematično vprašanje oziroma matematični problem. Potem sem rekla na tem mestu, mogoče da povem še eno obliko učenja na prostem, ki jo lahko uporabimo pa tako pri računanju ali pa pri velikih stvareh, ki pa vidim, da ni sicer nič posebnega, no, ampak da je pa za učence predstavlja kar dosti motivacije. Jaz jim naštimam, ne vem, 10 postaj in na vsaki postaji, naprimer, če računamo do 20, na vsaki postaji en račun in potem imajo v majhnih skupincah ali pa vsak posebej na listku napisanih od 1 do 10 številke in tečejo od ene postaje do druge, rešijo račun in rešitev napišejo na listek. In malo tekmujejo med sabo, kdo bo prej rešil, skratka malo pozabijo na to, da računajo. Potem pridejo po vrsti vzorci zaporedja, simetrija. Tukaj gor sem dala eno gibalno nalogo, kar direktno iz Nandeta, ravno zato, no, ker tudi meni se včasih, sploh na začetku leta, se mi zgodilo, da tale Nande kar precej obsežno gradivo in dejansko moraš biti kar iznajdljiv, da stvari noter daš, in sem potem videla, da kdaj pa ni treba tople vode odkrivati, ampak da se lahko uporabi stvar, ki je v delovnem zvezku in pač tisto prenesemo samo ven in potem naredimo še kaj zraven, ko smo že ravno zunaj. No, in tako je mogoče te gibalni vzorci, gibalne zaporedja so eno od takih stvari, ki jih lahko prenesemo na prosto. Potem pa oblikovanje vzorcev iz naravnega materiala, to imajo učenci zelo radi in so tudi zelo izvirni. Zelo mi je blizu iskanje simetrije v naravi in jo rada povežem tako s poznavanjem okolja, kot tudi z likovno umetnostjo, kjer potem učenci lahko še oblikujejo simetrične oblike iz naravnih materialov. Potem pa geometrijske oblike, črte. Pri geometrijskih oblikah se mi zdi fino to, da niso samo tiste lesene oblike, ki jih prenesemo v razred in to opazujejo, ampak da lahko oni tudi v naravi najdejo. Naprimer najdejo, deblo drevesa ima pa obliko valja, tale klopca ima pa obliko kvadra, da to prepoznavajo in potem tudi poimenujejo, da prikažejo geometrijske like s tem, da jih naredijo s pomočjo naravnih materialov, da naredijo odtis nečesa in poimenujejo ta geometrijski lik. Prav tako pri raznih črtah jih lahko, tudi tukaj je znan, da jih lahko prikažejo različne črte s pomočjo palic, vrvi in to naredimo tudi lahko na prostem. Razni prikazi so zelo hvaležna stvar za delo na prostem. Te prikaze lahko oblikujemo s pomočjo vej, lahko narišemo s kredo, lahko oblikujemo z vrvjo in potem spet prinašajo učenci različne materiale, seveda ne kar vse po vrsti, pač mi že nekako jih usmerimo, katere vrste vse potrebujemo in potem jih ustrezno razvrščajo v ustrezne prostore. Potem pa zdajle proti koncu leta pridejo stvari, ki se mi zdijo pa več kot hvaležne za to, da jih lahko prenesemo na prosto. Merjenje dolžine, merjenje višine. Mi smo naredili kar ene take delavnice oziroma postaje in so potem učenci hodili od ene postaje do druge
in so tam merili in potem te zapise nekje samo primerjali, nekje merili s koraki, nekje z merilnimi instrumenti in potem te meritve zapisali na učni list. Tehtanje, tale drugi razred se zelo dobro povezuje tudi s poznavanjem okolja, kjer je zelo podobna snov, tako da mi to ponavadi kar združimo in potem učenci delajo sami tele previsne tehtnice in potem sami preizkušajo. V bistvu tudi jim ne damo, ker je zelo dosti dobro poskrbeli, smo edino toliko, da smo priskrbeli ustrezne deske, potem so pa sami sebe poskusili potežkati oziroma tehtati potem različne predmete. To je v bistvu čisto uvod v to tehtanje, kjer je, se mi zdi, da učencem, ker se mi zdi, da ta učna snov, sploh pri spoznavanju okolja, precej težka zanje in če je tole izvedeno praktično, gre precej lažje. Pri prostornini sem se malo pohecala, stališča polivanja kliče prostornina potem, da jo izvedemo nekje zunaj. Tako da, tako mečkano za hec, ampak tudi samo prostornino, ravno zato, da otrokom lahko damo tudi to izkušnjo, ne da samo učitelj preliva stvari, ampak da tudi učenci, je mogoče ta snov taka, ki jo lahko hitro prenesemo v naravo. Takole, to je bilo zdaj z moje strani vse. Jaz mislim, da nisem ničesar spustila, kar sem še dodatno napisala. Se vam zahvaljujem za pozornost, bom pa tudi vesela, če imate kakšno vprašanje oziroma kakšno izkušnjo z vaše strani. Petra, hvala lepa. Jaz sem prepričana, da marsikdo od vas, čeprav nima toliko fine učilnice v naravi, kot jo imajo pri Petri v šoli, se znajde tudi z učilnico, ki jo ima. In prepričana sem, da imate kakšne dobre ideje, tako da delite jih z nami, delite jih s kolegi, napište jih v chat ali pa v questions and answers, da bomo skupaj našli še kakšno dobro idejo, ki jo je Petra spustila. Gotovo poznate tudi naše portale, vsaj tisti, ki že uporabljate naša gradiva. Imamo portale za učitelje, kjer najdete vso podporo in do novega šolskega leta vam bomo na teh portalih pripravili tudi podporo za 3. razred. Tako da le pogumno se podajte v poučevanje z kompletom Mojnande v 3. razredu. Čakajte eno vprašanje. Ena učiteljica je napisala, da pri njih izvajajo en dan pouka na prostem v naravnem okolju in je dan medpredmetno povezan. Medpredmetno povezovanje je vedno zelo dobrodošla stvar, ampak ne na silo, in sem prepričana, da dan v naravi zna tole speljati zelo lepo. Petra, ste vi tudi kdaj speljali kakšen dan v naravi zunaj? Ja, pri nas imamo 1. razred, imajo tudi en dan, pri nas imamo toliko učiteljev, ki vstopajo v naše razrede, da si zelo težko privoščimo, da smo čisto cel dan, si pa na začetku leta želimo, tako da v urnik poskušamo to ustaviti in 1. razred ima to srečo, da ima prav en dan namenjen temu, 2. pa 3. razred imamo pa vsaj tako, da imamo 3 ure skupaj, ker je res lažje, če imaš več časa na voljo. Zdaj izgleda, da ni nobenih zamisli. Vprašanje, kako organizirate spremstvo za 2. in 3. razred? V bistvu mi se več ali manj nahajamo kar pred šolo, tako da kaj dosti spremstva ne potrebujemo. Smo pa zelo veseli, kadar imamo kakšnega dodatnega učitelja, nekaj vsako leto se najde kakšen, tako da ali pa prosimo učitelja podaljšanega bivanja, verjamem pa to, da za vsak teden ne gre, tako da tukaj je tisto, kar lahko rečemo, da se nam na srečo ni treba prestavljati kaj daleč. Prvošolci si pa privoščijo potem tudi gosti, ker imajo še drugega učitelja. Mi pa kdaj, tako 2-krat, 3-krat na leto pa prosimo učitelja podaljšanega bivanja, če gre z nami. Hvala lepa. Zdaj, če imate kakršnokoli vprašanje še, ki se vam bo porodilo kasneje, ko boste premišljevali o tem, kar ste slišali, ali pa tisti, ki boste gledali kasneje posnetek, pa bi želeli kakršnokoli vprašanje, ga lahko delite z nami oziroma ga pošljete našim strokovnim svetovalcem na mail učbeniki@mladinska-knjiga.si.
pa vam bodo strokovni svetovalci odgovorili ali pa vas usmerili do osebe, ki vam bo znala odgovoriti. S tem bi jaz v resnici kar zaključila, če ni več vprašanj. Preden pa čisto zaključim, bi vas pa rada povabila, da še na naslednje e-minutke, z današnjimi e-minutkami še ne bomo zaključili, ampak bomo imeli 6. junija še ene e-minutke, ki jih boste izvedli urednica Aleksandra Lutar-Ivanc in avtorica gradiv za slovenščino Alenka Rot-Vrhovec. Govorili boste pa o temi, ki bo za vas v teh dneh zelo aktualna, in sicer o ocenjevanju in zaključevanju vpisnih ocen v 1. in 2. razredu. Tako da lepo vabljeni še na te minutke. Ekipa matematike, v kateri smo bili letos, nas je bilo kar nekaj, avtoric je bilo za 2. razred, za 3. razred, se s tem webinarjem od vas za to šolsko leto poslavlja. Se bomo pa družili tudi v prihodnjem šolskem letu, ko bomo pa vam podajali informacije in predloge za delo, predvsem za 3. razred. Seveda pa vmes tudi kaj za 2. razred in 1. razred. Pa kot vedno, če imate kakšne predloge, želje, kaj bi radi slišali, na kakšno temo bi radi imeli e-minutke, nam sporočite in se bomo prilagodili, našli nekoga, ki vam bo na to temo znal odgovoriti in kaj povedati, da bodo stvari primerne vam oziroma odgovarjale vašim potrebam. Zdaj pa hvala lepa za vašo udeležbo, za vašo pozornost, pa se vidimo v prihodnjem šolskem letu. Srečno! Nasvidenje!